Ko smo prišli noter, sem bil na uni strani, nas 4 je bilo, čeprav sem pričakoval, da nas bo več, da bom v glavnem delu hiše. Tam smo sestavljali to našo družino. Že tam je tretji teden mi je bil najtežji teden, meni se zdi, v hiši. Potem smo šli na to stran. Tam sem srečal Almo. Pač nekaj se je zgodilo med nama. In midva sva imela ful gor dol, gor dol. Jaz sam sem imel ful isto in vzponov in padcev. Zase sem pred tem šovom mislil, da sem veliko močnejša oseba, kakor sem. Spoznal sem sebe. Prišel sem ful daleč. Sploh si nisem pričakoval, da bom prišel tako daleč. Povej, Jasmin, si ponosen na svoje bivanje v hiši Big Brother? 95% sem. Sem ponosen. Pač so nekatera dejanja, kaj obžalujem, mislim, ni jih veliko, nekaj malo jih je. Mislim, da bi lahko, ne vem, če bi sploh kaj spremenil, če bi šel še enkrat, samo ne bi se toliko obremenjeval z nekaterimi stvarmi. Drugače pa sem ponosen nase. Že to, da mi je uspelo priti v takšen šov, je bilo zame wow. Jasmin, povej, kakšno od teh stvari, na katere pa si manj ponosen ali celo nisi, in katero od teh bi morda vseeno spremenil, če bi imel možnost? Definitivno bi spremenil odnos z Almo. Dal bi ji več kvalitetnega časa oziroma pozornosti bi ji več posvetil. To nisem ponosen na to, kar smo imeli z Draganom, kar sem mu rekel. To sploh niti malo pač ponosen, pač to obžalujem, to čisto obžalujem. To je pa to več ali manj. So še neke malenkosti, ki ne nesejo teh 5%. Na te stvari nisem pač ponosen. Nisem ponosen na to, kako sem se na trenutke obnašal do Alme. Najbolj mi je žal od vsega, ke je bila teden Big Brother podjetje, da sem bil glih ta teden toliko uporniški. To najbolj obžalujem. Oziroma na to sem najmanj ponosen. Jasmin, Ja. ko se je Alma javila iz zunanjosti, Ja. ti ni namenila ravno najlepših besed. Te je njeno javljanje kaj prizadelo? Bi ji kaj sporočil? Kakor si kdo vzame, da mi ni namenila glih najlepših besed. Rad bi ji sporočil, da... Kaj bi rad sporočil? Da jo imam rad. Dokler nekaj ne izgubiš, ne veš, kaj imaš. To sem že včeraj rekel. Ko stokrat do zdaj, tokrat in zdaj se mi je toliko bilo. Nisem razočaran nič, kar mi je povedala. Kvečjemu sem vesel, da je dojela, da nisem toliko zlat, kakor si je ona mislila, da sem. Jasmin, bilo je obdobje, ko si razmišljal o mami, in obdobje, ko si razmišljal o bivšem dekletu. O kom razmišljaš zdaj? Če sem iskren, največ razmišljam o Almi. Pač, evo, to so že 3 ženske, skozi neke ženske. Pač, pač v življenju skozi, ko mi je bilo težko poleg Adota,
je vedno bila neka ženska, ali je bila mama moja, ali moje bivše dekle bilo. In zdaj tle noter je bila pa Alma. In kakor sem njej v pismu napisal, tle not, dnevi so težki, ampak brez tebe bi mi bili še težji. In zato, da ful razmišljam res o Almi zadnje čase od petka pa naprej razmišljam, kaj bi lahko drugače naredil, da ona ostane noter, da bi ostala noter. Tako no, pa razmišljam, kolikokrat mi je bilo težko, pa ko sem jo objel, mi je bilo malo lažje. Da ja. Skozi neke ženske, skozi se nekaj okrog njih vrti. Ne vem zakaj. Jasmin, Dragana vam ni uspelo izseliti, ampak ravno obratno. Poslali ste ga v finale. Ja. Kako se zdaj razumeš z njim? Isto kot prej. Čeprav mi je včeraj, ko je prišel na ono stran, mi je dal roko in mi je rekel, sorry, vem, da sem jaz kriv, da je Alma šla ven. To meni nekaj pomeni. Razmišljam, če bi se šel pogovoriti z njim ali ne bi, ful ne vem, če bi. Mislim, da bom rajši počakal, da pridemo ven, da se zunaj pogovorim z njim, da ne bi to bilo drugače razumljeno. Jasmin, Ja. ali rad provociraš in če, koga si največ provociral v času bivanja v hiši Big Brother? Res, meni pride res takšni dnevi, da rad provociram, ampak do neke meje. Če vidim pač, da je preveč resno, pa nekako neham. Najbolj sem provociral prva 3 tedna Jadranko. Ampak ko je imela slabe dneve, sem ji rekel, Jadranka, da če nisi v redu, reci, bom te pustil na miru. Več na tej strani, koga sem kje provociral, pa nisem toliko provociral. Ne vem, vsake toliko koga sem malo pecnil, da vidim, kaj bo. Zdaj pa ne morem reči pa, da sem neki provokator, ker nisem. Tako da ja. Na začetku, v bistvu, ko sem prišel sem najbolj provociral Alena, bivšega sostanovalca. Več pa ja, saj to vi veste bolj kot jaz. Vsakega pa malo včasih, ne. Jasmin, Ja. kakšen je tvoj idealni scenarij dogodkov, ki bodo sledili, ko greš ven iz hiše Big Brother? In koga bi rad videl, da te pričaka? Moj idealen scenarij. Mislite, koliko bi si želel ali kaj mislim, da bo? Kar oboje. Kaj bi bilo zame idealno? Nisem razmišljal. Najrajše bi, da me dočakajo 2 osebe, s katerimi sem se tudi nazadnje poslovil, to so Ado in moj mali brat Meldin. Mogoče tudi Alma, rad bi videl, da je tam. Bilo bi fajn. Ne vem, pol pa, ko pridem ven, idealno. Idealno bi bilo, da ko pridem ven, zrihtam, kar imam in da grem na morje, ampak na dopust ali nekaj, da se spočijem. Ali pa v Bosno, nekam, kjer je mir, tišina. Drugače pa mislim, da bo tako, da bom prišel ven, kakorkoli, kadarkoli pridem. Bom mogel prvo poskrbeti za nekatere stvari. Narediti par pogovorov.
iti nazaj delati. Iti nazaj delati in back to reality. Nazaj v življenje. Upam, da mi bo, pač idealno bi bilo zame, oziroma to si najbolj želim, da bi lahko začel kaj bolj resnega delati svojo glasbo. Bomo videli, kako bo.